Torej, to je priložnost, da si iskren in mi poveš, kaj se je zgodilo. Ne vem, o čem govorite, gospod. Seveda veš. Napetost bi lahko rezal z nožem v tem na novo objavljenem zasliševalnem videu, kjer policija zaslišuje več najstnikov glede grozljivega umora. Eden od morilcev zahteva, da je njegova mama z njim v zasliševalnici. In gre za streljanje, ki se je zgodilo na bencinski črpalki, prav? Zdaj, zahteval si, da je tvoja mama tukaj. V redu, zdaj ti bom razložil tvoje pravice. Prav? Imaš pravice. In imaš tukaj svojo mamo, to je ena izmed njih. 4 najstniki, smrtonosna skrivnost razkrita. Pokazali vam bomo, kako se je vsak od njih soočil z vprašanji policije, ki bi jih lahko za leta spravila za zapahe. On the case predstavijo Law and Crime. Sam Chris Stewart. Kyla Montano je bila mlada mama, ki je šla le ven s prijatelji in družino. S seboj je imela svojo 7-letnico v avtu. Namenjeni so bili v Topgolf, a so se na poti ustavili na bencinski črpalki. Medtem ko je čakala v avtu svojo 7-letnico, je bil v vozilu tudi njen zaročenec. Policija v Albuquerqueju v Novi Mehiki pravi, da je skupina izstrelila 30 nabojev v njihovo vozilo. Kyla ni preživela. Svojih morilcev ni poznala, prav tako oni niso poznali nje. Nikoli ni razloga, ki bi bil smiseln, ko gre za umor, vendar je bil ta, po navedbah policije, primer zamenjave identitete. Morilci v tej zgodbi so skupina najstnikov in mislili so, da napadajo roparje. In ta skupina je tudi mislila, da so pametnejši od detektivov, ki so jih izsledili. To je posnetek s telesne kamere. Na njem je vozilo, v katerem je bila Kyla. Vidite lahko, da je tako. Če je v tej zgodbi kaj dobrega, je to, da je ta 7-letnica preživela in da ni bilo ubitih več ljudi. Vidite lahko, da je to vozilo preluknjano od krogel, okna so razbita. To je to, kar je Kylina prijateljica povedala policiji, potem ko je preživela napad. Noro razmišljati o tem, biti okna nismo bili spuščeni. Ali je kdo iz vozila izstopil? Torej. Niti nismo popolnoma parkirali, komaj smo se pripeljali noter, lahko si videl, kaj se dogaja. Ravno so mislili, da začeli so streljati na nas. Na koncu je policija izsledila skupino najstnikov. Glavni organizator napada je bil 19-letni Diamond Salazar. Živijo, Diamond, kako si? Dobro, kako si ti? Si v redu? Ja. V redu, prid noter, to mi je všeč. Diamond je policiji povedala, da je bila na noč streljanja oropana. In to se je zgodilo, ko je šla v park kupiti pištolo. Mislila je, da je izsledila osebo, ki jo je oropala, voznika vozila, in nekaterim fantom je rekla, naj gredo in se maščujejo tej osebi. A žal niso streljali na roparja. Streljali so na avto nedolžnih ljudi, ki so bili le na poti v Topgolf in vzeli življenje tej mladi mami. Oropali so me v okleju, ampak to v resnici ni bila tako velika stvar. Samo nekaj krcem udaril s pištolo in potem je bilo konec. Nič resen, da se ni zgodil. Damon ima nekako nedolžen glas, kaj ne? Ampak ne nasedajte temu. Torej, mlada dama, moram te prositi, da si iskrena z mano, prav? V redu, ker vem za še en dogodek, ki se je zgodil po tem, v katerega si bila vpletena, prav? Tako da lahko nadaljujeva tako, da boš vse zanikala, ali pa si iskrena in mi poveš svoje plat zgodbe. Ne vem, o čem govoriš. Sploh ne veš. Čeprav te imam na posnetku. Ne. Ne. Ste bili kdaj na bencinski črpalki Maverick? Ne, gospod. Pri Comanchiju? Ne, gospod. Ne? Sploh ne. Dajem ti priložnost. O tem sem želel govoriti s tabo. V redu, kar vem. Kaj se zgodi? In vem, da nisi streljal. Torej, to je priložnost, da si iskren in mi poveš, kaj se je zgodilo. Ne vem, o čem govorite, gospod. Seveda veš. Tega si ne bi kar izmislil. Ne vem, o čem govoriš. Si se srečal še s kom drugim v tistem Mavericku? Nikoli sem bila v tistem Mavericku. Imaš fanta po imenu Esteban. Ne. Lahko govorim z Estebanom. Govorili ste s Time Fazbekom, ABQ, Fast Fazbekom. Govorili ste z vsemi. Razen z Diamondom. Razen z Diamondom. Mej? Ne poznam jih. Ne? Vzani kar boš. Ker bo kasneje videti veliko slabše, ko dobim informacije, ki potrjujejo, da si bil tam. Ne vem. Že vem, da si bil tam na posnetku, prav zdaj bo videti še slabš, ko dobim druge informacije, ki pokažejo, da si bil tam.
Čeprav nimam tvojega telefona. Prav? Vem, da mi daješ napačno telefonsko številko, to že vem. Ne vem, o čem govoriš. Ja, veš, da. Ja, veš. Koliko si star, Diamond? Stara sem 19 let. V redu, ne kopi si še globlji jame. To je priložnost, da ljudem dam možnost v nevtralnem okolju. Nismo na postaji, ne bom te aretiral, danes boš odšel tukaj. V redu, 100%. Prosim, povej Diamond, da lahko sodeluje ali pa se znajde na napačni strani preiskave. Ampak ona poskuša ostati odločna. Poskušam ti povedati, da je to vse, kar imam. Tega si ne izmišljam. Poskušam ti povedati, vem, da si govorila z njim. Vem, da ko pride do bencinske črpalke, izstopi s pištolo, prav tako Adam iz zadnjega sedeža črnega avtomobila. Vem, da so vsi trije oboroženi. Vsi trije so oblečeni, ne vem, če govoriš. Seveda, veš. Zdaj, bil si v belem avtu, sedel si tam, vem, da si bil zunaj in govoril, ampak ko se je streljanje dejansko zgodilo, si bil v belem avtu. Samo vedeti moram, kakšni so bili pogovori. O čem ste se pogovarjali? Ne vem, o čem govoriš. Je bilo zaradi tega? Je to razlog, da si jih poklical, da se srečajo s tabo tam zgoraj? Ne vem, o čem govoriš. Ne? Nikoli nisem šel na tisto bencinsko črpalko. Nikoli nisi. Torej, ko dobim dokaz, da si bil tam in tvoj telefon je bil tam, čeprav nimam tvojega telefona, kaj mi bo to povedalo? Nisem bila tam. V redu, in če si tam, mi bo to pokazalo, da lažeš, prav? Nisem bila tam. Torej mi praviš, naj preverim, v redu. Torej, si bil doma, nikoli nisi šel na bencinsko črpalko Maverick na Komanče z ženo. Ne, gospod. V redu. Ste bili v bližini streljanja tisto noč? Ne, gospod. Ste bili tisto noč z Estebanom? Ne, gospod. Ste bili kdaj z Estebanom na bencinski črpalki, kot je Maverick? Ne, gospod. Katerokoli drugo noč? Katerokoli noč? Ne. Torej ni praviš, da ne veš, koliko je ura? Ja, ti, fastback. ABQ Fastback? Mene. No. Nikoli sem slišala za njih. Si že kdaj videl črnega Ford Focusa? Ne. Tistega, s katerim se Esteban ponavadi druži. Ne? Ali veš, kdo je bil odgovoren za streljanje tisto noč? Ne vem, o čem govorite, gospod. No pa veste, ker ste bili tam in ste se z njim pogovarjali, tja ste prišli. Povejte verjetno o tem, povem vam ob kateri uri, okoli 8:21 zvečer. In potem ste parkirali spredaj in tam čakali približno 10 minut. Nato ste se premaknili naprej, ne 10 minut, približno 4 ali 5 minut. In potem ste se premaknili k bencinskim črpalkam, vse to je na posnetku, to morate vedeti. V redu, premaknili ste se k bencinskim črpalkam in tam čakali približno 10 minut. In potem pride taj, ki vozi črnega Ford Focusa izza vogala. Stavo ni stopi, je zadaj, je razburjen, to se vidi, je na misiji. Ne vem, o čem govoriš. Oborožen je s pištolo, prav tako Adam, prideta do tebe in se pogovarjata s tabo na sovoznikovi strani. 100%. Želim se prepričati, da to ni ta dogodek. Ne zveni, kot da je to ta dogodek. Ker prideš ven, izstopiš iz avta, govoriš z njima, poskušaš jo rotiti, celo poskušaš jo prijeti in jo pogledaš. Imam priče, imam vse to. Poskušaš jo pomiriti, praviš, oprosti, draga, oprosti. Kaj od tega? Je tako? Vem, o čem govoriš. Redu. Ker je to čas. Veš, kaj mislim? Moram še veliko preiskati.
morda šele čez nekaj mesecev, ampak ko se spet srečava in se morava pogovoriti, potem želim reči, glej, dal sem ti priložnost, da si iskren. Veš, šta mislim? Ja, ampak ne vem, o čem govoriš. Prav. Kaj ti je pomembno v življenju? Moja družina. Tvoja mama? Moja mama in moja nečakinja. Ali moja nečakinja. O tem moraš začeti razmišljati. V redu? Ker si lahko pričal tej zadevi in mi poveš, kaj se je zgodilo, ali pa si del celotnega fiaska. Ker si lahko priča, povej mi, ja? Nisem rekel Estebanu ne strela. Ali nisem rekel Taju ne strela. Ne vem, o čem govoriš. V redu. Ali pa lahko še naprej počneš to, kar počneš prav zdaj. In potem, ali si že kdaj slišal za kaznivo dejanje zarote? Govorimo o obtožbi za zaroto, prav? Kakšna obtožba? Nisem prebrala, mislim, da sem prebrala napad, deli, neka velika zarota 3. stopnje za kaznivo dejanje, od 4. ne spomnim se, ampak ni bila moja krivda. Bila sem samo v avtu, spustili so me, ne vem, moj primer je jasen, prav? Torej se ta 19-letnik, ki ga sodišče obravnava kot odraslega, pred detektivi dela zelo važnega. Nismo tukaj, ker bi samo ugibali. No. V to se boš zapletel. Prihaja, on pravi, da je. Dobili smo to. In on je rekel, da bo dobil, ampak nismo dobili. Torej vam samo dajemo priložnost, da nam poveste svojo plat zgodbe, da jo lahko razložimo tožilcu, sodniku in na to poroto. Če gre. Veš, zakaj to počnemo, ne? Veš, kaj se je zgodilo na bencinski črpalki? Verjetno si to videl v novicah. Ne razumem. No, streljanje, ki se je končalo s smrtno žrtvijo. O tem sem že slišala. Mislim, Ne vem, upam, da si premisliš. Jaz upam, preden bo... Preden te dobi v roke. Videoposnetki. Videoposnetke je zelo težko ovreči. In zato jih moramo ves čas uporabljati. In imamo te tipe na družbenih omrežjih in vseh mogočih stvarih. Veš, vem. Ampak to je v redu. Samo pomisli na to. Če si premisliš, stopi v stik z njim, preden on stopi v stik s tabo. Prosim. Wow. To te bo ohranilo pri zavesti, v redu? Ja. V redu. Pustil ti bom, da razmisliš o tem, ker, veš, ja, gre za več kot le to. To je del dogodka, verjamemo to. In res sem želel govoriti s tabo, tako da ni bilo tako, da bi verjel, da se je nekaj zgodilo. Da bi se to zgodilo, se je moralo zgoditi še nekaj drugega. In v to verjamem. Zdaj to ima smisel. Zdaj, s kom si bil, to je samo moje prepričanje. Prav. Delam in moram raziskati. Ali si poznal ljudi, s katerimi si bil tukaj? Ne, jih nisem. Ti pa si jih, ne? Res jih nisem. Prisežem na svojega pokojnega očeta. Nisem jih poznala. Torej, če je to 100% res, ker smo si tudi ogledali Columbus Park in smo pregledali videoposnetke iz hiš tam, ki gledajo proti Columbus Parku in vse to, mi gremo ven, si ogledamo vsak vidik tega. Prav. Torej, Esteban, prav? Kje pa živi? Ne vem. Nimaš pojma. Kako bi se videla sploh srečala, ti, Anon? V parku. Viva bi se pač srečala. Kateri park? Tam na zahodni strani. Ne poznam imena. Še ne. Zahodna stran? Prej sem živela na zahodni strani. Živela sem s svojo sestrično. Tako sem ga spoznala. Kdo je tvoja sestriča? Alicija Homer. Nima nič opraviti z mestom. Nima nič opraviti z mestom. Poznala sem ga preko nje. Preko šole, ali? Ne. Šel je k njej domov. Tako sem ga spoznala. Veš, koliko je star? Ja. Koliko je star? Star je 15, ne vem. Ti je to v redu? Mislim, da starost je bila povsem drugačna tema, ampak vem, da je star 15 v redu. Okay. Naredi mi uslugo. Lahko to parafiraš in datiraš, ampak to je samo ta ena. Jaz se bom, ja. Lahko. Raj vprašam. Zdaj... Imate še kaj za nas? Kakšna vprašanja za nas? Zame? Ne, gospod. Da imate mojo številko, v redu? Nisem.
pomeni, da sta se pogovarjala, prišla sta do nekih drugih številk, to je v redu. Res sem si želel govoriti s tabo. Res sem ti želel dati to priložnost. Res sem imel občutek, veš kaj, težko si spal. Vse to ti leži na srcu, vse te stvari. To je težko breme za nositi. In s tem bo samo še težje. V bistvu pogovori se z mamo o tem. Jaz ji ne bom povedal. Ni prav, da ona ve, kaj raziskujem. Ti ji moraš povedati. Prav. Ne bom jim povedal, ker si ti vpleten. In to želim spoštovati zase. Prav. Če ji nočeš povedati, je to tvoja odločitev. Ne bom te silil, da ji poveš. Srečal bi se s svojim partnerjem in rekel, premisli o tistih, za katere praviš, da ti je dovolj mar. In ti fantje ti ne bodo stali ob strani in ti tudi doslej niso bili zvesti. Zato jih samo pusti. Ampak ne bodo in bodo nadaljevali. Vse je v redu? Torej, če rečeš, da nisi govoril z njimi, je morda to najboljše za vse vpletene. Ampak tudi temu ne verjamem. Vem, da verjetno potekajo pogovori. In ni dvoma, da nimaš svojega telefona. Te stvari vem. Res nimam svojega telefona. Res ga nimam. V redu. Če imaš telefon in nimaš signala, mi lahko prineseš svoj telefon. Tega vdrže. Samo pridobil bom odredbo za preiskavo zanj. Torej lahko, če mi govoriš resnico. Imam iPhone 7 Plus, lahko ga pregledate. Mislim, to je telefon, ki ga uporabljam. Nimam težav s tem. Bi lahko uredil kaj, da mi ga prineseš, da lahko pridobim odredbo za preiskavo? Ja. To je v redu. Prav, na ta način bi ti lahko pomagal. Če mi govoriš resnico, česar pa ne verjamem, ker video podpira to, kar verjamem jaz, veš kaj mislim, bom resno razmislil o tem. Prav? In to je nekaj, kar bi vseeno želel narediti. Da bi lahko nekaj ovrgel in rekel, ne, ona ni bila tukaj. V redu, v redu. Ampak na telefonih je vse mogoče, ne? Tako bomo lahko vedeli, če je bil doma, če je bil tam, če si ga uporabljal ali ne. Veš kaj mislim? Tako da bi mi lahko prinesel kakršenkoli telefon od doma. To želim vedeti. Ne. To je moj telefon. Bil bi legitimen ali pa bi odložil pa sodniku. Prav, pustil bom to odprto. Imaš mojo številko? Pustil jo bom odprto, tako kot moj partner. Torej te bom poklical nazaj, ali kaj drugega. In ti me pokličeš pa rečeš, kaj imam tisti telefon zate, s tem zaščitiš to osebo. V redu, kol. V redu, potem pa se lahko spet pogovoriva. Če se želiš še naj dobiti, mi samo sporoči. V redu. Rečeš, vej, človek, razmislil sem. Pogovoril sem se z mamo, pogovoril sem se še z nekom drugim, karkoli pač je. In prepričali so me, ker mislim, da je to tisto, kar ti je treba dopovedati. In ugotoviš, veš kaj, nisem stredil. In vem, da si ti stotno bi rad videl, da vem, kje si. Zaključi s tem, prosim, prav? Ampak opazil sem, da je Stevan skočil v tisti avto. Prav? Odpelješ se z njim. Prav? Pustiš Adama na zadnjem sedežu. Ta in kapris ona vodi v drugi avto in se povsem prestraši. Ampak, a je bilo zaradi tega dogodka? Je bilo zato, ker so ti dali denar in so postali manjši? Je bilo zaradi tega, kar se jim je zgodilo? In to boš izvedel. Ne vem, o čem govoriš. Preobrat v tem primeru se je zgodil 2 tedna po streljanju, ko je bilo vozilo, ki so ga iskali organi pregona, udeleženo v nesreči. V avtomobilu sta bila ob nesreči vsaj 2 najstnika. Eden izmed njiju je bil 16-letni Taj Gallegos. Kako gre? Si ti Taj? Ja. V redu. Moje ime je John, to je moja partnerka Lea. Vsakeč, ko se pogovarjamo z ljudmi, moramo snemati naše pogovore, prav? Oprostite. To je zdaj naša politika, moramo snemati vse naše pogovore. Kakšna je bila voda? Bila dobro, usta sem imel suha. Torej si imel suha usta? Ja. V redu, si pljuno vanjo ali kaj? Ja, prav. Si v redu? Ne, pravzaprav mi je iz nekega razloga hladno. Imaš premalo železa. Ja, kaj? Tudi tebi je hladno. In kaj si rekel potem? Imam premalo železa. Premalo železa. Premalo železa. V redu. Oprost. Enako. Popolnoma te razumem. Resnično postanem. Tudi mene res zelo zebe. Ja, vem, mislim, da imam malo več izolacije kot vidva. Tako da sem trenutno kar v redu. Ampak tukaj je kar malo mrzlo. Torej, Taj, rad bi se pogovoril s tabo o nekaterih stvareh, ampak ne vem. Želim si, da bi bila moja mama tukaj. Kajž? Rekel sem, da potrebujem, da je moja mama tukaj. Želiš, da je tvoja mama tukaj? Ja.
Spraševal sem, ampak so rekli, da moram počakati na te. V redu. Ne, ni problema. Najprej bom vzel vse tvoje podatke, potem pa dobil številko tvoje mame. Gallegos je morilec. Priznal bi krivdo za umor prve stopnje, a tukaj leži z obrazom na mizi za zaslišanja in prosi za svojo mamo, 2 tedna potem, ko je s pištolo neki mami vzel življenje. Policija jo pokliče in njegova mama pride. Rad bi to samo na kratko razložil. Šli bomo gor in dal ti bom priložnost, da govoriš s svojim sinom. V redu? Tako da mu nisem postavil nobenih vprašanj. Tako je rekel, rad bi imel svojo mamo tukaj, seveda. To je njegova pravica, zato bomo to spoštovali, prav? Vseeno pa bi rad malo govoril z vami, prav? Vem, da se zdi, kot da so vas poklicali sem zaradi nečesa, kar se je zgodilo tukaj. Prav. Kdo vas je poklical? Taj. In kaj vam je povedal, da se je zgodilo? Rekel je samo... Mama, ne morem dihati. Imel sem hudo prometno nesrečo. Ostani tukaj zame. V redu, čigav avto je to? To je moj. Je tvoj registriran na tvoje ime? Si ga že registriral ali še ne? Ne, dobila sem ga pri avtohiši. Kingsman. In on to naredi čudno. Ne vem, ne da mi papirjev. Papirji. Mislim, da moram dobiti $400 in jih odnesti k njemu, potem pa on to registrira. Imaš kakšne papirje, pod kakšno pogodbo? Ja, obstaja pogodba. Poslušaj, res ti je hudo za to žensko, ker nikoli ni bila obtožena v zvezi s tem streljanjem. Pokličejo jo na policijsko postajo sredi noči, potem ko so jo poklicali na kraj dogodka, kjer je njen sin rekel, da je bil v tej grozni nesreči. Zdi se, da ne ve ničesar o tem, kar policija meni, da je storil njen sin. Vem, da si me videla jokati in si prišla k meni. Vprašala sem jo, kdo je, in si odgovorila. Nisem rekla ničesar. Si, rekla sem, kdo je to, in si rekla, to je moja hči. Imaš posnetek, nisi rekla, da ga snimaš, tako da bi to lahko preverila. In nikoli nisem rekla, da je to moja hči. Jaz nimam hčere. Potem sem vprašala, kako ji je ime, in si rekla. Nisem tukaj, da bi se prepirala. Tukaj sem samo zaradi svojega sina. Vem, da nisem. Rekla, da imam hčerko. Spet ne vem, kdo se je pojavil, mene tam ni bilo, zato ne vem, kaj se je zgodilo. V redu? Ne vem, kdo se je pojavil, ampak nimam hčerke. In to sem ti povedala. Torej, pravkar si... Nisem tega rekla, samo rekla sem, da nisem rekla. Imaš 3 sinov. Tvoj sin se je pojavil tam. Ne, Ne. bila sem tam. V redu. Torej, nihče drug, ki bi ga poznal, se tam ni pojavil. Ponavljam, da moram pregledati vse te videoposnetke in jih tudi bom. In pregledal bom njen video in si ga ogledal. V redu. Zdaj pa vozilo. Kdo večinoma vozi to vozilo? Tistega črnega. Jazz? Vaj? Ja, uporabljala sem ga za vožnjo na svoje termine. Ker ni bogat. Kdo še vozi to vozilo? Samo jaz. Samo. V redu. Zakaj je bil potem ta inocir tam noter? Ker sem spala. V redu. Ali običajno vzame vozilo brez dovoljenja? Ne. V redu. Ali ima dovoljenje za možno vozila? Ne. V redu. Torej, Taj, ki je zgoraj vklenjen v lisice, sploh ne bi smel imeti avtomobila, vsaj po besedah njegove mame. Policija na to razloži, o čem v resnici želi govoriti z njo in njenim sinom. Bom zelo iskren, prav? Gre za streljanje, ki se je zgodilo na bencinski črpalki in imamo izjemno dober videoposnetek. V redu. Veš, o čem govorim? Ne. Sploh ne. V redu. Ali imaš kakšno predstavo o kakršnemkoli streljanju ali kakršnemkoli incidentu, v katerega sta bila ti ali tvoj sin pletena sta in ker je vozil tisto vozilo? Ne. Ne, v redu, ker bom pridobil nalog za pregled njegovega telefona, v redu. Samo iskren sem s tabo in če bom videl kakršnokoli komunikacijo med tabo in njim glede tega dogodka, bi to lahko slabo vplivalo nate in lahko bi bil obtožen. Veš, kaj mislim? Ja, trudim se, da ne bi. Jaz ne vem, veš, rad bi govoril z njim, rad bi slišal, kaj ima za povedati. V redu. Torej, ali dobim odvetnika? To je to. Ali v težavah? Lahko vzamem, no? Trenutno bo. Lahko bo šel ali pa potem, ko se pogovorim z njim, če se želi pogovoriti z mano. Ne vem, ali bo v težavah ali ne, ampak Jaz kot njegova mama mislim, da ne bi smel govoriti brez odvetnika. Iskreno, v redu, to bo tvoja pravica, v redu. V redu. Je to tisto, kar on more dejansko zahtevati odvetnika, ampak pustili vam bomo, da se pogovorite z njim, prav? In potem se o tem pogovorite, prav? In potem bomo nadaljevali od tam. V redu. V redu, je to pošteno? Ja. V redu? Lahko? Bom obdržala tvoj mobilni telefon, ker gremo gor. Potem ga bom pa pustila v telovadnici. Vozilo. V redu, gremo vašemu sinu,
tako da vas lahko peljemo gor. Torej, potem ga bom samo pustila v vozilu, ker je to moja lastnina. In jazz. Torej, zgodilo se bo naslednje. In dovolite mi razložiti, kaj se bo zgodilo. Torej, zasegli bomo vaš mobilni telefon, ker moramo to storiti zaradi kaznivega dejanja. Vemo namreč, da ste danes zvečer komunicirali s svojim sinom. Torej, v resnici ne. Ne, ni. To je zato, ker ste se pojavili pri avtu. Zato imamo pooblastila. Zato vas bom prosila, da ga izročite. No, policist mu je celo dovolil. Ne vem, bila sem tam. Ampak ker je danes ponoči med vami in vašim sinom potekala komunikacija... Naj te nekaj vprašam. Vzela bova telefon? Sem aretirana? Ne. Absolutno ne. Prav, torej bom odšla in moj sin bo šel z mano, dokler ne dobimo odvetnika. Prav. Še vedno moramo vzeti tvoj mobilni telefon. Ali imaš pravico do tega? Ja? Pravzaprav jo imam, absolutno. Kar poslušaj, kar nadaljuj. V redu, samo želim vedeti svoje pravice in prosim, ne primi tega. Ja. Ker ga bom izročila, če bom poznala svoje pravice. Ne poznam svojih pravic. Seveda, naj vam razložim, prav? Dogodek, ki je sprožil vso to preiskavo, je bila nesreča, prav? On je stopil v stik z vami, takoj vas je poklical, prav? In tako ste prišli tja. Pravite mi, da ne poznate njegove številke. Njegove številke ni tam noter. Moram preveriti te podatke, prav? Zaradi tega. Ampak ali je zaradi česa od tega aretiran? Ne, v redu, zakaj potem? Mislim, Če ni aretiran, v redu, dovoli, da ti razložim, prav? to bom naredila z njim. Jaz sem njegova mama. On bo poklical. V redu. Zdaj, tisto vozilo, ki sem ti ga pravkar opisal, ja, ustreza opisu drugega vozila, ki je bilo udeleženo v streljanju. V redu. V tistem vozilu je bilo nekaj, kar je še vedno v njem, vlečemo ga. Kar pomeni, da ga bomo zasegli. In vzeli smo ga. Poglej, razložim ti, v redu? Da lahko upravimo preiskavo, v redu? Zadaj je kovček za puško. Veš kaj o tem? Ne. Videti je bilo, kot da je bilo nekaj streliva. Spet tega nismo pregledali, ampak že na prvi pogled eden od policistov to lahko vidi. Detektivi to lahko vidijo od zunaj. Lahko to vidijo. In bilo je na očeh. V redu? Ne vem, kaj je še tam noter. V redu? Pravite, da ste edini, ki vozi to vozilo. Sem. V redu? Pravite, da taj ni imel dovoljenja, da bi bil v vozilu. Prav. Ali je v vozilu kakšno strelno orožje? Ne, kolikor vem. V redu. Zdaj Tijeva mama preda svoj telefon in gre z detektivi v zgornje nadstropje. Kar lahko naredim je, da grem tja noter, ti vse razložim in te poučim o njegovih pravicah. In želel je, da si prisotna. Lahko vam razložim pravice. Vi se lahko odločite. Če želite najprej govoriti z njim, veste, lahko govorite z njim. In potem lahko gre noter in vas poučimo o pravicah. In če se takrat odločite, da vi ali on potrebujete odvetnika, lahko to storite. Prav? Naj vam prinesem stol na to stran, prav? Torej, vrnimo se k 19-letni Diamond Salazar. Samo odgovarjala je, da ni vedela, kaj se je zgodilo. Zdi se, da misli, da policija nima ničesar proti njej. Toda teden dni pred njenim intenzivnim zaslišanjem je imela policija že precej dobrega prič. Njena prijateljica, dekle po imenu Caprice Alicia. In policiji je povedala vse. Sam še malo naprej. Seveda ne morem predvajati vsega, ampak želim biti prepričan, kdo izstopi iz vozila. Diamond. To je Diamond. Torej, Diamond je oblečena v črno in izstopi s sovoznikove strani, je tako? Da. Torej, na tej sliki imamo Estebana v rumenem, Diamond v črnem, ženska potnica. Moški v črnem je. Taj in potem je tisti v belem Adam. Bom šel na tvoj del, prav? Še vedno grem malo dlje ven. Bi lahko še malo ostal v avtu. Kaj si počel v avtu med vsem tem? Ko so se pogovarjali zunaj, kaj si počel? Samo malo zadaj. Res ne vem. Ne poskušaj vsega zajeti, samo pojdi za tem. Zate. To je le nekaj minut kasneje, ob 20:41. Druga je bila okoli 20:37. Kaj se tam dogaja?
In kdo sedi na tistih sovoznikovih vratih? Prepričana sem, da je to Diamond. Caprice je pričala proti Diamond Salazar na njenem sojenju. In v zameno so Caprice opustili obtožbe. Imamo še eno zaslišanje, in sicer Diamondinega fanta, 15-letnega Estevana Lucera. On je eden izmed strelcev. Kako je ime tvoje punce? Njeno ime. Je njeno ime. Diamond. Diamond, Bradu. Zakaj ti je bilo to težko povedati? Da ti nočem povedati imena svoje punce. Razumem. V redu. No, za zdaj recimo samo Diamond. Je to v redu? Torej, bil si pri Diamond doma pri Komančeju. Poznaš še kaj več o tistem kraju pri Komančeju? Ne poznam. V redu. Ona me je pobrala, potem sta me ona in njena mama pobrali in nato sem šel k njej domov. Kako dolgo že hodiš z Diamond? Približno 2 tedna. Približno 2 tedna. Kako izgleda Diamond? Ona je visoka. Ona je visoka? Ima rjave oči. Rjave oči. Ona je recimo... Tudi njeni lasje so temnejši. Ni zelo visoka. V redu. Je torej tako visoka kot ti? Kot ti? Ne, ni tako visoka, kot jaz. Tako. Malo nižja. V redu. Torej je za žensko malo višja. Ja. V redu. In ima kaj? Temne oči, rjave oči, ka ne? Rjave oči, v redu. Temnejše lase, recimo, temno rjave. V redu, temni lasje in temno rjavi. Je lepa? Ja. V redu, moraš iti za drugimi letimi. Tudi on je poskušal vztrajati pri svojem, tako kot je to storila njegova punca med njenim zaslišanjem. Povej mi, kaj veš. To je to, kar vem. Povedal sem ti resnico. Nimam ničesar drugega za... Nisi bil vpleten v streljanje. V redu. Ali veš za streljanje, o katerem govorim? To sem videl v novicah. Ti je Taj kaj povedal o tem? Veš, ali je bil Taj vpleten? Ne. Si z njim komuniciral po telefonu? Ne, o tem ne. Ne? Kdaj si dobila? Rekla si, da si pravkar dobila nov telefon kot Esteban. Mislim, da je bilo zato, ker je moja mama odšla. Ona odšla je na drugo šolo. Moja mama je odšla, vrnila se v gore in zato mi je babica kupila telefon. Tako da je bilo to nekje pred 3-4 meseci. V redu, zelo kul. Torej, svoje mame ne vidiš prav pogosto, bolj babica. Ja, no, moja mama se je vrnila nazaj, zdaj gre dobro. Šole vozi ona. In kaj misliš z gorami? Kot naprimer Timber Chimborazo, ja. Naprimer kaj? Veš, si že kdaj slišal za klub kaj? Ja. Recimo Tinder. Chimborazo. Mora biti težko, ker je ni več. Esteban, takoj ti bom povedala. Samo zato, ker sva midva malo govorila takoj po nesreči. Si dober fan, stari. Bil si zelo vljuden in spoštljiv do mene. Bil si zelo prijazen. In to sem res cenila. V redu. In ni nobenega, ampak res sem te cenila. Samo želim, da razumeš, da tisto, kar... Tako da smo že imeli priložnost govoriti s Tajem. Tako da vemo neke stvari, o katerih je govoril s tabo. V redu. Hočem, da bi se počutila, kot da... Moš biti neiskrena z nami, prav? Ker si dobra punca. Nimam ničesar več za povedati. Redu, Esteban. Opravil bom svojo preiskavo, prav? In upam, da mi govoriš 100% resnico.
Kot je rekel moj partner, prav imamo informacije in verjamem, da veš še več. Prav. Zdaj, rad ljudem povem in jim skušam pomagati, tako da rečem, to je priložnost, ki jo imate, da ste bodisi iskreni ali pa mi poveste laž. In potem, ko izvem še druge informacije in jih lahko povežem skupaj, ker imam trdne dokaze, potem vas lahko obtožijo za vse, kar je s tem povezano. Prav? Ker če uporabljamo to besedo v policijskem jeziku, imenuje se zarota. To pomeni, da se z nekom združiš in se pogovarjate o nečem, oba veste, da obstaja načrt in da se nekaj dogaja, prav? In če se kaj takega dogaja in ti veš za to, pa si bil tam ali pa nisi bil tam, zdaj lahko si predstavljam, da te tam ni bilo. Prav, v redu. Zdaj sta še dva druga fanta, ki jo ne morem 100% prepoznati. Prav? Ampak lahko povem po načinu, kako stojijo, po njihovi postavi in vsem ostalim. In zato se pogovarjamo z veliko različnimi ljudmi. Prav? Zdaj, ti si eden od teh tipov. Vem za enega, ki zagotovo nisi. Prav? Zdaj, če si eden od onih drugih dveh tipov in mi zdaj lažeš, se boš soočil z resnimi obtožbami. Prav? Če si eden od teh tipov, je zdaj čas, da spregovoriš. Ničesar ne vem. V redu, če ničesar ne veš, ker nisi bil tam, ampak imaš informacijo o tem, kaj se je zgodilo, je zdaj čas, da spregovoriš. Ničesar ne vem. Gospod, Esteban Lucero bi priznal krivdo za obtožbo umora prve stopnje. KOB TV poroča, da je tožilec na izreku kazni sodišču povedal, da je najstnik brezobziren in je izstrelil vse naboje v vozilo nedolžne Kyle. Sodnik ga je obsodil na 22 let zapora. Kar zadeva najstnika, ki je potreboval svojo mamo ob sebi, Ty Guy Gallegos, je tudi on priznal krivdo za umor prve stopnje in bil obsojen na 10 let zapora. Še en najstnik, Adam Cedillo, je po priznanju krivde za umor prve stopnje prejel 10 let zapora. In potem je tu še Diamond Salazar, tista najstnica, ki je bila tako trda do detektivov. Bila je obsojena na 19 let zapora kot del dogovora o priznanju krivde. To je vse za On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.